Res je, današnji dan bo z lepimi spomini, velikimi črkami zapisan celjsko zgodovino, kajti odprli smo tretjo fazo prenove Knežjega dvorca, s tem omogočili neko simbolno vrnitev celjskih knezov nazaj v njihovo prebivališče, njihovo domovanje. Hkrati pa gre za zaključek do sedaj ene najzahtevnejših in tudi finančno najobsežnejših prenov edinstvene zgradbe srednjeveške arhitekture v Sloveniji, Knežjega dvorca v Celju. Res je, mi smo z projektom Celjski včeraj in jutri dobili arhitekturne vsebinske smernice, kaj z objektom narediti. Mislim, da praktično druge rešitve, bolj smiselne kot ta, da dobi domovanje Pokrajinski muzej Celje niti ni bilo. Hkrati pa smo izjemno veseli in tudi hvaležni, da smo na razpisu takratnega ministrstva za kulturo, sedanjega ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport uspeli pridobiti 1.462.432,70 evrov. Gre za praktično 70% celotne investicije in tako Evropa kot država sta projekt oziroma to prenovo res izdatno podprli. Upam, da se to ne bo končalo tukaj, kajti čaka nas še četrta faza prenove, tako imenovani severni trakt oziroma severni stolp, ki ga pa želimo obnoviti v duhu in stilu predanjega časa, se pravi 15. stoletja, kar bo seveda vse skupaj mogoče še malce tražiti, pa hkrati na najlepši možen način prezentiralo vsem prebivalcem, obiskovalcem Celja, kakšna je ta zgradba bila v 15. stoletju. Težko rečem, kdaj bi lahko bila končana, upam pa, da se bo začela že v naslednjem letu, kot imamo neke neuradne informacije, pričakujemo še en razpis ministrstva in mi se bomo, projekt imamo izdelan, se bomo na ta razpis prijavili, upam, da bomo uspešni, da bomo potem v naslednjem letu pričeli še četrto fazo prenove, s čimer bo prenova zgradbe praktično celoti zaključena. Čaka nas pa še bližnja okolica objekta, tudi to je pomembno za celotni izgled Knežjega dvorca, tako da si želimo, da bi čim prej uspeli predstaviti iz tega objekta na dvorišču trafno postajo in pa hkrati urediti zahodno stran dvorca, kjer se sedaj nahaja parkirišče, ki želi mestna občina Celje urediti parkovne površine, pod temi parkovnimi površinami pa zgraditi podzemno garažno hišo. Gre za večnamensko dvorano, objekt ima več takšnih dvoran, tudi v tem južnem traktu je ena velika večnamenska dvorana, ki uporablja plesni val za svoje aktivnosti. V tej dvorani pa predvsem načrtujemo kakšne kulturne prireditve, predavanja, simpozije in podobne stvari, kar nekako spada v muzejsko zgradbo.